danes vas vprašam, kakšna glasba je naša glasba? Resnično naša slovenska, pa tudi slovanska glasba. Kje pravzaprav danes smo in kakšno moč ima pravzaprav sploh glasba in glasbeniki? Zdaj, če pogledamo zgodovino, glasbeniki so bili tisti, ki so bili zdravilci in so imeli neko tako dodatno moč. Če pogledamo danes sceno, pa vidimo, da če ima, mogoče zdaj, če že malo pretiravam, da če ima blond lase pa velike prsi, ima že kar 60-70% možnosti, da postane pevka. Ker na vse zadnje v postprodukciji se zvok da zrihtati na ta način, da tudi tista, ki najbolj fuša, bo na koncu nekako še vseeno izpadlo. Pa tudi instrumenti, ki se danes uporabljajo oziroma ne uporabljajo več, vse na nek način elektronsko. Kaj pa je tisto, ki je naše in kaj na ta način zgubljamo, kakšno ceno pravzaprav plačujemo? To je tisto, kar me je zanimalo in v svojo družbo sem povabila izjemni ansambel Vedun. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Predvsem pa najlepša hvala, da ste se odzvali povabilo. Danes bomo govorili o slovenski, predvsem slovanski glasbi in prinesli ste tudi kup instrumentov iz različnih predelov sveta. Nekaj malega smo prinesli, drugače imamo doma res na stotine glasbil. Nekaj malega za vaš majhen studio, ki pa dela velike stvari, okej. Govorili bomo o Slovanih, kajti običajno se nekje o sebi zavedamo svojih slovanskih korenin, kar pa ne moremo reči, da je to naša popularna glasba, kot ste uvodoma povedali. Ne moremo reči, da je vse tisto, kar se danes odvija v okviru novodobnih ansamblov. Zato smo prinesli nekaj starih glasbil, ki so se razvijala na našem prostoru vsaj 1500 let, najmanj, in imajo povsem drugačen glas. Povsem drugačno zvenijo in tudi povsem čisto posebno vlogo. Pa tudi učinke verjetno na telo oziroma na naše počutje. Glasba je danes namenjena predvsem temu, da se ljudje malce pozabavajo, da se sprostijo, pa še to zadnje čase moram reči, da sem kar nepotrpežljiva, ker mora biti fajn čez polnoč, da se pol nekdo spomne, da bi sploh pa malo poplesal. In čemu je včasih služila glasba kot takšna? Ja, stari Slovani in Slovani so uporabljali glasbo predvsem v obredne in v bistvu namene in pa v bistvu resnim opravilom, kakor so, bom rekel, čaranje, obilja, magija, neke vrste obilja, v bistvu sreče in pa raznih obredih, kakor so recimo čaranje dežja in podobno. Tukaj ni zabave. Ne. Nekdaj glasba, zvok je prvinski. Iz zvoka kot zidakov v hiši je zgrajena glasba. Zvok je gradnik nečesa. Zvok nas uglašuje, zvok nas harmonizira. In mi imamo eno čudovito ime ansambelsko, to je Vedun. Vedun je bil staroslovanski mag, ki je zmogel, moral z zvoki, izbranimi zvoki, določenimi zvoki, uravnavati občestvo, preganjati točo, zaustaviti boje med sprtimi. Skratka, za zvokom se je zmeraj harmoniziralo, urejalo, uglaševalo. In to je bistvo zvoka. Zabava je nastajala kasneje, ko so nastali neki zabavni ansambli, ko se je pozabilo, kakšna je sploh vloga zvoka in glasbe. Zato so te prvinski inštrumenti, ki imajo po dve strune, zvenijo v dveh temeljnih zvokih, to je v dveh zvokih zemlje, izvora, odkudar prihaja življenjska energija. In to zveni, da nas krepi ves čas, tako imenovani burdun, ki ves čas zveni, da nas krepi. Ampak, če smem reči uvodoma nekaj silno pomembnega. Dobro, kdo so ti Slovani, odkod so prišli, Slovansko. Mi smo v osnovi indoevropsko ljudstvo. Narod, ki se je razvil iz nekih beguncev daleč nazaj, recimo 1500 leti, ali po nekaterih teorijah smo že od nekdaj tukaj, ampak kljub temu, te selitve se konstantno dogajajo. In ta slovanskost, ki jo prepoznavamo tako v Sloveniji, tako na Balkanu, tako tudi v vseh vzhodnih deželah, je v svojih prvinah
indoevropska, kar pomeni, da imamo svoje kontakte, svoje stike, svoje korenine tudi v starovedski glasbi. Starovedska glasba, ki je porojena v Indiji in konec koncev je marsikje še, ne samo v jeziku, kjer so podobnosti med vedskim sanskrtom, tudi v glasbi in slovenskim jezikom, tudi v glasbi obstajajo še vedno podobnosti, ker se ohranja, to je iz roda v rod, skozi stoletja, 1500 let. Tudi pri nas se je ohranjalo to starosvetno, staroslovansko, praktično do druge svetovne vojne. Potem je pa nastal en velik rez, zlasti v času socialistične Jugoslavije, kjer del smo bili, kjer je bilo treba to ljudsko povezano, starosvetno se je začelo zatirati in tako so v bistvu bile korenine zatrte, inštrumenti, ki so imeli določene nalepke. Ne daj Bože, da bi bil inštrument narejen, ki je na Dunaju, ker je dišalo po nemškem, so šle stvari v peč. In počasi smo začeli pozabljati in potem so nastali narodno-zabavni ansambli. Ti nekaj pove, kako on tudi mlajši to prepoznava, čeprav doma v družini je zmeraj poslušal staroslovanske zvoke. Narodno-zabavna glasba je pa kaj? Kaj je? Ob goveji župci v nedeljo, pravijo. Mislim, pravzaprav zanimivo je to, da narodno-zabavna glasba je pravzaprav produkt parih desetletij. Nastajala je še po vojni. V bistvu glavni, išlo je sicer iz ponarodelih gorenjskega in dolenjskega načina izvajanja. Šlo je za dva ansambla, Avsenik in Slakin. Tako, oni so bili tisti, ki so to pravzaprav ponesli v naš prostor. In v bistvu s tem starosvetnim pravzaprav nima skupnih stičišč, nič več. In tako se je začelo pozabljati. Ja, to je to. Naše prejšnje, starejše, vsaka pokrajina je imela svojo identiteto, vsaka pokrajina svojo glasbo. No, tega smo veliko predstavljali pač v okviru slovenske ljudske glasbe. Zdaj pa ta slovanska ima pa drugačno, kot smo rekli, drugačno konotacijo, drugačen smisel, drugačen namen. Dejstvo je, recimo moja starša sta že še ko sem bil otrok in pred mano sta igrala slovenske ljudske glasbe v sestavu ansambl Truta Mora Slovenika. In pač že takrat so bili to pravzaprav nenavadni, bom rekel, zvoki in pa pesmi, ki so sicer ljudje čutili s tem, ampak večina jih ni poznala. No, kaj pa danes recimo, kaj se odgovori oziroma kaj vi odgovorite ali pa recimo, koliko si star, se lahko tikava, ne? Lahko seveda. Okay. Koliko si star? Ja, svojih 35. Ok, svojih 35 let. Pa recimo pred 5 leti, ki si bil tudi že aktiven v ansamblu Vedun. On je bil aktiven že pri 5 letih. Že pri 5 letih? Ja, v vrtcu. Ko te je nekdo vprašal, ki te ni poznal, čuj, kakšno glasbo pa ti poslušaš, pa danes mladi rečejo, kaj rečejo, ne vem, pa rap, pa house, pa ne vem, kaj še vse. Kaj je bil pa tvoj odgovor? Pravzaprav, tako bom rekel, doskrat bolj tišina, ker nisem niti vedel, kaj bi rekel. Ker v bistvu razen tega, da pač nekateri so sicer vedeli, da pač ravno tako igram slovensko ljudsko glasbo. Oziroma staro. Ampak se je včasih tudi kregal s svojimi vrstniki. Vem, ampak hitro se je končal, ker je niso poznali. V tem je bil problem. Dejansko, pa ne samo moja generacija, tudi starejši. Spomnim se pač dogodka, ko smo se sicer pogovarjali o tuji glasbi na neki, bom rekel, javnem prostoru in je pač nek starejši možakar za nami je rekel, ja, kaj pa slovenska glasba, Sem rekel, ja, sem se obrnil, katera pa, končno ve nekdo, kaj govori, In je rekel, ja, narodno zabavno, sem rekel, to ni slovenska ljudska glasba, In me je čudno gledal in je bilo v bistvu konc debate. Ja, drugače pa Dine že v vrtcu igral z nami. Ja, to je bilo moment, ko v bistvu ona, starša sta igrala po vrtcih.
ne. Tudi sva predstavljala to glasbo. Tako, ne. Ampak glede za te jeze proti narodno-zabavni glasbi, kaj pa za božjo voljo, pa ne boste zdaj že v vrtcih zasvojili te uboge otroke, ne slišijo nekaj, kar je naše. Ne, in zato sva potem naredila 400 šol, sva dala skozi v vrtcih in sva pošla tudi v njegov vrtec. Tako, no, in takrat sem res pač nekako, mi je bilo, da nisem sodeloval zraven, mi je bil skoraj greh, ne. Sem potem prišel zraven, sem pograbil prvi inštrument in sem pa začel In sodelovati. takrat naprej igrati 5. leta starosti in jaz ves čas nekako v razvoju tudi ansambla od predstavljanja slovenske tradicije iz učila do predstavljanja slovanske v drugih kulturah in samo slovanske, ne. Ker konec koncev je zelo pomembno, če se človek ne zaveda svojih korenin, svojega izročila, ki se pa najlepše izkazuje z zvokom, potem nekako latentno išče svoje korenine, ne ve, kdo je, kam bi se dal. In s takimi ljudmi je zelo enostavno manipulirati. In to je preprosto, zato ker ne ve, kdo je, išče se, nima odgovorov in če pa najde v sebi odgovor, odkot izhaja, kaj je njegovo bistvo, potem je v sebi tudi trden in ga ne more nihče, Je v svojem lastnem stebru. Nihče ga ne more zgaziti. Ne. Verjetno je to tudi odgovor, zakaj ljudem tako poboža dušo in se vklopi nek praspomin, ko slišijo vse te instrumente v akciji. In jaz predlagam, da si kar privoščimo tole. Ja, prav. Potem bomo začeli z starejšimi slovanskimi, vzamite prosim svoja glasbila. In, no, to je starejše, kot sem že prej omenila, dvostrunske gusle, ki so bile doma. Kdor je bral Pod svobodnim soncem, ne, edino tak roman v Slovanih, je skozi plunka, ne, tisti bogi gosla, oziroma ta godec je imel plunko. Kaj je ta plunka? Tudi on je vedel, kaj je to plunka. No, to so ti plunke. Dve strune imajo. No, pogledaj, kako čudovite konje, ne, kaj konj je simbol zvoka. Konj, ki leti tako kot zvok do ljudi. Dve struni, ki spremljata petje in sulinge. Sulinga pomeni piščal za slavje in iz tega se razvijajo tudi naše balkanske surle, pa zurle, pa šurle in vse mogoče. No, to bo pa morda za poslušalce zelo nenavaden zvok, dokaj drugačen zvok, kot so ga vajeni, pa jih naprošam, da ga poslušajo s srcem, ne z glavo. Samo malo. Reflektorji. Ga moram posliniti, zato ker če se izsuši tu zgoraj, ker je toplo, potem ne da zvoka iz sebe.
inštrumente smo bolj na kratko predstavili, to je od vzhodnih Slovanov, podobne imamo tudi na Balkanu, kasneje bomo predstavili te male guslice z drugimi inštrumenti in bistveno je to preprosto zdobljen les, malo okraska, 2 konjski žimi in to je to. Torej strune so pravzaprav konjske žime. Konjske žime, ja. In grleno petje, nismo še povedali grleno petje je staroslovansko petje, tako z močjo, ki pomeni potegnem iz korenin, iz prve čakre potegnem gor zvok in ga predam. In ta zelo ureja. In Tine tudi grleno petje, ne, on sam pove o svojem grlenem petju. To, kot smo ga zdaj na koncu vsi, je bilo naše slovensko, on poje pa tudi po vzhodnoslovansko, to se pravi grleni homej. Ja, v bistvu se pravi izhaja iz te sibirskega dela in poznali smo jo tudi pri nas. Drugačnega, ampak to vrstnega je pač iz Sibirije in učili so se ga pravzaprav v bistvu je bilo, oponašali so reko, veter, šelestenje listov, potoke in tako naprej. In ločijo jih na več vrst, glede na višino samega grlenega petja. Govorimo o stepskem kargraju, pa gorskem kargra, pa homej, ravno tako stepski in gorski in tako naprej. In potem so še variacije. Odlično. Nadaljevali bomo torej z glasbo, tašno pa pravo glasbo, zato ostanite v naši družbi. Danes govorimo o glasbi včasih, pa tudi danes, predvsem pa o Slovanih in njihovem življenju v povezavi z glasbo. In hvaležna sem, kajti v moji družbi danes ansambel Vedun. Kaj Vedun pravzaprav pomeni, smo tudi že spoznali. Mogoče kakšna beseda o glasbenikih, kot pomenu, kaj glasbenik danes je in kaj je to pomenilo včasih? Ja, včasih je bil glasbenik silno pomemben, tako v staroslovanski kot v keltski družbi in tudi še dolgo, praktično skoraj do atomskega veka. Glasbenik je bil tisti, ki je urejal, ki je moral z glasbo urejati stvari, moral je razviti neverjetne sposobnosti. Zanimivo je bilo pa tudi to, da so nekdaj pri drugih kulturah, ne samo slovanskih, bili vladarji samo tisti svečeniki, magi, ki so bili tudi odlični glasbeniki. In dejansko s tem se izkazuje in mi da misliti nam, verjetno vsem tudi, kako pomembna je bila nekoč vloga glasbe. Glasbenik je se posebej šolil, najprej moral obvladati vse duhovne tehnike, moral je biti res dober mag, potem je moral znati imenitno zdraviti z zvokom, izbranim zvokom, kar še zmeraj tudi počnejo recimo ponekod po Sibiriji ali tudi pri nas. Nedolgo nazaj smo imeli pa tako še obrazce zvočne. No in je moral znati napraviti nemogoče, kajti potem, kako močan je bil Vedun, spravi mag, glasbenik, svečenik, zdravilec, vse 4 vloge je moral igrati. Potem, tako so se počutili ljudje okoli njega. Če je bil dober in če je znal zaustavljati boje, če je znal spraviti sprte, če je zmogel z glasbo odpreti duha vseh, ki so bili prisotni, potem se je občestvo ob njem počutilo varnega. Drugače ne. In še nekaj, kako so preverjali moč takega glasbenika. Dobro, se je pokazal v vsakodnevnemu življenju, ampak najpomembnejše je, da so taki glasbeniki, svečeniki, pri Kelti so se imenovali tudi druidi, ogmi, so taki glasbeniki, svečeniki, zdravilci, ki so bili najpogosteje tudi poglavarji, poglavarice svojih občestev, šli med divje živali, med zveri. Recimo plavati s krokodili, recimo dobro, krokodili tle v slovanskem našem prostoru ni, govorim zdaj nasploh, ker tudi druge kulture imajo take
vloge glasbenikov ali pa skačo plesati. Ali pa skratka med tiste dve živali, ki običajno ogrožajo ljudi. Zakaj živali napadajo? Zaradi tega, ker jih je strah. Česa? Neuravnovešenosti. Strah jih je tega, ker ni te harmonije in zato napadajo zaradi lastne varnosti. Če pa je človek uravnovešen, popolnoma sam v sebi, je le okrotek, krokodil ne bo nič naredil, te bo vzel sebi enakega, prav tako pri nas medvedi in to je bil preizkus. Preizkus plesati z medvedom. Se pravi, ne igrati samo medvedu, ampak tudi, ne vem, Simbolično govorim, ne. Seveda, če je šaman srečal medveda, je aktiviral vse svoje sposobnosti. Tudi jaz sem imela to čast, da sem srečala medvedko z mladiči 10 metrov stran. Pa vidim ta največjo psico, ki leti po zraku. Sem rekla, za božjo voljo, kaj pa se zdaj dogaja? Pogledam izza vogala in zagledam medvedko z mladičem, ki se je od moje 3 psičke. Malo, ne, v gozdu. Ampak z medvedko se da vse zmeniti. Isto imate simbol pri magih sovo. Sova lahko razcufa človeka, žival tudi. In sova, zakaj je pri nas sova simbol modrosti? Zaradi tega, ker z divjimi živalmi se lahko pogovarjaš. Z divjimi živalmi, če si v harmoniji, te divja žival ne bo napadla. Nikakor ne. Te vzame sebi enakega. Se pravi, to sem tudi sama izkusila, tako z medvedom, kot z veliko sovo kozačo, ki je tako 0,5 metra velika. In sem jo zdravila, ker se je vrane skljuvale krilo. Je bila v našem stanovanju, to je bila ena najlepših dogodkov, ker si jih lahko mislite, imeti divjo žival, ampak je imela okno odprto, kadarkoli bi lahko odletela. Dokler ni imela zdravega krila, toliko časa je bila na mojem marju delovni sobi gor in na rogovilah. To je bila čudovita izkušnja. Ampak to me zmeraj spomne znova, prav na to, ne, ker glasbenik mora biti najbolj širokega kova, duhovneža, učitelja, maga, ki ureja vse zadeve. Tudi velika odgovornost je, ker vplivaš s tem zvokom dejansko na ljudi. Ampak zato recimo nam se zdi, ker ne poznamo več teh silnih načinov, tehnik in vsega tega ne poznamo več, si mislimo, ja, ne, kaj bo zdaj tam en sovo ali pa kaj bo tam en zvokom naredil. Saj ne more narediti, da že ja pač. Lahko se vpliva tudi na naravne sile, kajti vsak ta glasbenik, vedun, mora biti uglašen tudi z naravnimi silami in to je bistvo. Potem pa lahko narediš karkoli. Še si bi privoščili takšne glasbe, ki je nimamo moč slišati na vsakem koraku, nažalost. In kaj bomo pravzaprav slišali zdaj? Zdaj bomo šli v dangobice, to so velebitske dangobice, vse bolj kaže, da so tudi naše avtohtone, potem bomo pa še za drugimi pol lutnja, pol tambora, iz katere se razvijajo mnogi inštrumenti. Tole bo zvonilo zelo balkansko. Ja, večkrat moramo popraviti intonacijo. Velebit, Sveta Gor, Pogorje sveto, kjer so se tu v kakšnih vasicah visoko gor ohranile te stari toni in tudi izdelovalci. In kemence. Kemence še danes igrajo po Južnemu Balkanu, od Makedonije do Južne Srbije, Bosne, Črne Gore. Frula, ki je doma tudi na Balkanu, tako zdaj se vmečkrat preselimo tja. Ampak ta zvok je tudi zelo arhaičen in iz teh in kasneje, ko bomo izigrali saz, iz tega se razvijajo v 15. stoletju tudi tambore, ki jih poznamo. In so očitno zelo, zelo všeč Slovanom. Radi imajo trzanje, balalajka, mandolina, tambura, grški buzuki, to je vse ista družina.
No, to so balkanski Slovani. Nekaj pomembnega je treba še razložiti, ne razloži Boben, sicer. Ki predstavlja, se To je pravi, sibirski šamanski boben, ki so ga nam naredili v Hakasiji. različne dimenzije resničnosti. Zgornji, spodnji, srednji svet. Ja. Res je, ja. Se pravi, fizični. Usta so tam, kjer se govori, ne? To je fizični svet, tam, kjer se je. Ja, potem je ta duhovni Ja. in pa v bistvu kozmični oziroma izvor božanstva. In to se pač uporablja in podobne so imeli tudi Vikingi, podobno smo imeli tudi stari Slovani, s tem se je šlo v boj, zaščito, karkoli že, in istočasno so se s takim bobnom uglaševali po vseh ravneh, ne? Vazovali. Po vseh ravneh bivanja, po vseh ravneh resničnosti. Se pravi, glasba je bila neposredno povezana z duhovnim, z nekimi Absolutno. duhovnimi izkustvi, Seveda. ker imel si možnost, da glasbo poslušaš, lahko jo pa dejansko slišiš in čutiš. Ne samo to, recimo glasbeniki veduni ali pa v drugih tradicijah drugače imenovani, so zelo, zelo skrbno izbirali zvoke. Kateri zvok, zakaj, za kakšno priliko, za kakšen obred, za kakšen namen. Niso vsi dobri. A ne? In zato tudi današnja popularna glasba ali pa to, kar se danes počne, človeka razgradi, dobesedno ga porušimo harmonijo. Ljudje gredo v trgovino, ljudje gredo bog ved kam, poslušajo nehoteto glasbo in prijedo domov utrujeni. Se pravi, člani ansambla Vedun absolutno ne poslušate radijskih postaj. Absolutno ne. Tudi televizije bolj malo. Tako, v glavnem zato je silno pomembno in treba še nekaj povedati, da star jezik je bil glasbeni jezik, je bil zelo, zelo drugačen. To, kar se danes posluša in se trudi zadeti te poltone, ne, to je komaj 300 let na tem našem planetu. Mi nismo od včeraj. Tisočletja že teče, milijone let teče evolucija na Zemlji. No in tukaj je še tu čurla, ki smo jo prinesli s seboj toliko, da zaslišite ta jezik, ki je povsem drugačen od tega, kar dobite danes na violini pa na klavirju. Prej smo zigrali na dangobice, zdaj lahko vzamemo saz. V bistvu je neke vrste saz, da isto, zelo podobne so bile te, bi rekli, plunke, o kateri smo prej govorili, staroslovanske pol tambure, pol lutnje. Danes te glasbila lahko srečate na jugu slovanskega sveta, v stiku z arabskim svetom. Ampak, in to so male guslice, pogledajte, kako je lepčkane, lepo izvezlane, in ta ima kozla na vrhu. Ne. Kozel je simbol plodnosti, kar že samo pove. Tukaj imamo konje, ne. Konj je simbol zvoka, zato je na vrhu glasbila. Konj je ena najpomembnejših obrednih, simbolnih figur in kozel. Kozel kot simbol plodnosti. Ne. Bomo zaigrali in duduk, ti ne vozil duduk, in bomo zaigrali eno tako iz juga, upam, da tale dolgovratna lutnja je dolga, ima zelo dolg vrat. To je duduk, ki je ravno tako pri Slovanih bil v rabi in še zmeraj ponekod je. To je z jezičem, to je tip oboje.
Hvala lepa. Vi ste vsi akademski glasbeniki, vi doktorica muzikologije. In etnologinje. Ja. In etnologije, pa vendarle vsi akademski glasbeniki imajo mogoče kar eno tako, se ujamejo v zanko znanja, recimo opazujem tudi vzorcev in postavljenih pravil in tega, da mogoče poslušajo, a ne slišijo. Ne vem, če sploh hočejo slišati, ker so tako običajno, so tako nekako zataknjeni v te svoje vzorce, kot jih uči recimo tudi glasbena izobrazba, da znajo se izražati samo v tem temperiranem jeziku, ki ga je pravzaprav utrdil Bach in Werkmeister. Ampak gre za to, da resnično imajo težave s poslušanjem različnosti. Recimo naš ansambl, tudi Mora Slovenika, naslednjo leto ima 40 let. Predstavljamo ta glasbila. Zadnjih 20 let tudi glasbila iz drugih kultur. In se je bilo treba na poseben način, se je treba v bistvu spustiti v ta nenavaden, popolnoma neobičajen zvok. Mora se spustiti z širjavami zavesti, da ga zaznaš, da ga začutiš. Zato porabiš toleranco. In sprejemati različnosti, pestrosti, povsem drugačnosti, in pozabiti to, da si akademski glasbenik, to pomeni, imaš neko spretnost, morda pridobljeno na drugih glasbilih, recimo Polona je violinistka, Igor je kitarist, jaz sem kitarist, Tina je sicer trobentač. Ampak gre za to, da smo dobili neko osnovno znanje, zato da smo lažje shodili na teh inštrumentih, da lažje shodiš, da lažje igraš, potem pa pozabi. Imaš neko spretnost in hodili smo po vsem svetu, med vsemi kulturami tudi, zato da si tudi na licu mesta zaznal. Tam pa, kjer niso inštrumenti več živi, tam se moraš pa za zavestjo spustiti. Vsi imamo, so tudi terapeuti, te moje terapevtske šole Viduna, energijski terapeuti, ker ti brez tega ne moreš začutiti zgodovino. Ne moreš začutiti vlogo starih glasbenikov, ki so bili tudi tradici. Zato je treba razvijati svoj potencial. Prvo, ko smo igrali nekaj časa te stare slovenske inštrumente, glasbila in peli stare pesmi pozabljene, je prišlo neko obdobje, v katerem se je vse ustavilo. Nismo mogli, ni bilo ne nastopov, ni bilo ne vabil, ni bilo nič. Takrat sem zaznala, da je čas za naš lastni duhovni razvoj. Ustavilo se je nekje zato, da smo lahko razširili svoje zavesti in zavedanje in potem je prišlo nov cikel. In kot rečejo, ko je učenec pripravljen, pride učitelj. Najlepša hvala za vse, kar ste podali. In še kakšna informacija, torej tudi na /2v klepetobkavi.si, sicer pa vse minule oddaje tudi na YouTube kanalu.
Zagotovo poznate kakšnega, ki v svojem življenju igra žrtev. Kako žrtev prepoznate? Ves čas se pritožuje, nikoli ni dovolj dobro, za nič nima biti hvaležen v življenju. Rečemo jim, da skozi jamrajo, kaj ne da? In obtožujejo, pa zagovarjajo se, iščejo izgovore za njihovo stanje, ali je to bolezen, ali so to finančne stiske, pa so krivi vsi drugi, razen on sam. Prepoznate to? Prepoznate koga v vašem življenju? No, in takih ljudi načeloma drugi ne marajo. Zakaj? Zaradi tega, ker se ob njih ne počutimo dobro. Pravzaprav se zaradi njih počutimo slabše. Nekateri jim rečejo tudi, da so to čustveni vampirji, oziroma da nas pijejo, da nas srkajo, da smo mi potem na koncu brez energije, ker nam jo oni poberajo, zato da lahko še naprej jamrajo. Se pritožujejo, iščejo izgovore in obtožujejo vse okrog sebe. Pa vendarle, vsak človek bi moral imeti dovolj energije. Saj nam je vsem dana, ne živimo v pomanjkanju energije. Vsak ima dostop do nje, ampak je pa res, da potrebujemo nekaj znanja za to. In Energetska samopomoč, izjemna knjiga doktorice Suzane Landripet, je mnogim odprla oči, da vidijo, da vendarle ne potrebujejo ne vem kaj vse v svojem življenju, le nekaj znanja in lahko se priklopijo na tisto energijo, ki nam je pravzaprav dana vsem. No, dr. Suzana Landripet pa je danes tudi v naši družbi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni, hvala. Najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Moram reči, da ogromno naših gledalcev se je odločilo tudi za vaša brezplačna predavanja, ki pa jih pripravljate tudi v mesecu marcu. Ja. Jaz predlagam, da si te datume kar takoj pogledamo, da si lahko ljudje morda zapišejo. Poglejmo torej v predavanja, torej v marcu, v Ljubljani 10. in 14. marca, v Mariboru 13. marca ter v Celju 11. marca. Vstop je torej prost in brezplačen, se pa predavanje obeta tudi na Primorskem, kaj ne da? Upam, da bodo organizatorji uspeli. Odlično. Na vseh teh predavanjih ljudje pišejo o tem, da spoznajo, da so živeli v prepričanju, da je življenje težko in da se morajo boriti za to, da bodo imeli dovolj energije, ampak jim odprete oči, da je vse skupaj veliko bolj preprosto in lahkotno. Seveda, sama sem tudi zdravnica in pogosto zdravniki tudi povejo ljudima, da je normalno, da smo po 30. letu začenjamo biti bolani. Ampak energetska medicina, ki je nadaljevanje uradne medicine in je znanstveno že v laboratorijama nase raziskovana in potrjena, zagotavlja, da je naše dobroimetje povezano sa tim, koliko imamo življenjske energije in sicer specifične iz zemlje, strokovno se kliče matrix, a ne koliko smo stari ali koliko smo uspeli drugima ukrasti energije in podobno. Velikokrat opažam, da ljudje, sploh pa recimo po 50. letu, da se povsem sprijaznijo s tem, da so bolni, da imajo ves čas take in drugačne zdravstvene izzive, zaradi tega, ker je pač emšo tak, kakršen je. Ampak nam je verjetno dano, da smo ves čas vitalni, zdravi, da smo kot drevesa, ki ne umrejo zaradi tega, ker so bolna, ampak zaradi ljudi in ostalih vplivov. Seveda, energetski mi naj bi bili kot en vrelec. Namreč imamo črpalko na dnu hrbtenice, imamo energetske mišice, ki nam rabijo, da se kar direktno priklopimo na vire energije v zemlji in ki gre navzgor čez celo naše telo, na vrhu glave, višak van. Torej, naše resnične korenine na ovome planetu su tudi u zemlji. Ko mi živimo na planetu Zemlji, rabimo biti uzemljeni. In to je 80% naše energije i dobroimetja. Žal se premalo o svemu tome ve danas,
zaradi tehnologije, znanstvenog napretka smo se odtujili od narave, od vesolja in fizikalni zakoni tudi nam pomagajo, da se spet priklopimo nazaj. I nema apsolutno nikakvog razloga da vse do zadnjega dneva nismo vitalni in funkcionalni, kajti tudi različne bolezni so posledica na prvom mestu primanjkljaja energije, a potem še seveda določenih napačnih vedenjskih vzorcev, vzgoje, čustvenih reakcija ali potlačivanja čustva. Lahko bi rekli, da je torej Matrix na nek način vrelec mladosti. Seveda je Barbara Ann Brennan, fizičarka, ki je takrat sodelovala v NASInim laboratorijama, je tudi dve knjige su na slovenskom prevedene, Moč zdravilnih rok in Prebujajuća svetloba. I tamo su različne klinične eksperimente in dokazila, da Matrix vsaj za 10-15 let na nivoju celica izboljšuje metabolizam in se res pomlajujemo. In na tudi mojim delavnicama, kjer se učimo te zelo enostavne vaje, da se kar direktno lahko priklopimo na tisti vir energije, so bili in starejši, in čez 80, in po kapi, in sa umetnima kukima, kolenima. In če so pridno vsaj 10-15 minut na dan to vadili, čez 2-3 meseca so res bili kot zmaji. Torej lahko uspemo vsi, samo nam je zakrnelo in moramo spet se s tim sprijazniti in aktivirati tisti rdeči pretok. To je naše znanje, ki ga imamo v sebi, samo zbuditi ga moramo dejansko oziroma se spomniti na to. Doktor Landripet, kako pa se je pravzaprav, kakšna je tukaj zgodba zanje, da ste se sami začeli ukvarjati s takšnimi stvarmi, da ste jih začeli raziskovati? Ni veliko doktorjev, ki bi jih jaz poznala, da bi lahko rekli, da govorijo o energetski samopomoči, da o tem napišejo knjigo. Sami ste se izobraževali tudi v Združenih državah, kaj ne da? In danes pravite, da je energijska oziroma kot vaša knjiga, ki govori o energetski medicini, da je pravzaprav podaljšek nadaljevanja uradne medicine. Tako je. Žal pri nama vse rahlo zamuja, ampak denimo zunaj, v Ameriki je že mnogo zdravnika, ki so tudi in energoterapeuti, ali homeopati, ali akupunkturisti. Torej pri nama šele prihaja tisto obdobje. Ampak jaz sem zgolj radi lastne stiske. Imela sem relativno tešku astmu in uradna medicina mi ni kaj dosti pomagala, pa sem zaradi sebe iskala vse posod. Tudi sem bila seveda radovedna izvedeti kaj ti več o življenju, pridobiti odgovore, kam, zakaj, odkje, ampak astma me je motivirala največ in pravzaprav zelo hitro se je to povsem pozdravilo, kaj ti energetska medicina prvo nas uči, kako pridobiti dovolj tiste energije kot enog življenjskega bencina, a potem tudi lahko vsak pride do vzroka, do temelja svojih težava. In tista knjigica je pravzaprav samo zelo enostavno in poljudno opisano, kakve so sve možne vsakdanje koristi od ene tako velike znanosti, ki se temelji na zakonima fizike in kvantne fizike, a pravzaprav je namenjena, kako da lažje živimo in da sami bolj vplivamo na zdravje in na odnose, da imamo več moči, kajti življenje je zelo res intenzivno in neizprosno. Velikokrat v tem času slišimo, da imamo ljudje samozdravilne sposobnosti in dejansko se prebudijo verjetno takrat, kadar se povežemo z energijo Zemlje, z Mati Zemljo in kadar pridemo do tega matriksa rdeče, oranžne, žive barve. Ja, seveda. Seveda so tudi energije i u vesolju, to su više frekvence. I če bi primerjali človeka ali ljudsko bitje sa enom stavbom, matriks je tisti temelj. Vsaka hiša, ne glede na vrstu, mora imati bolj trden in zdrav temelj. Torej, če mi ulagamo na višja nadstropja, na strehu,
tudi to potrebujemo, ampak prvo je temelj. In energetska medicina upozarja, da moramo svoje hiše, svoje življenja, svoje zdravlje prenavljati od temelja, torej od zemlje in od zemaljske energije. Zanimivo. Torej, danes je v naši družbi dr. Suzana Landripet, sicer zdravnica, toksikologinja, ki pa vendarle uči ljudi, kako biti in živeti v obilju energije, tiste ta prave. In po Sloveniji pravzaprav pripravljajo tudi brezplačna predavanja, kjer se lahko že kar naučite konkretnih stvari, kako to začutiti in kako nam je vsem dano. V Ljubljani v mesecu marcu 10. in 14. v Mariboru 13. in v Celju 11. Govori se tudi, da bodo datumi na Primorskem. Vstop je prost in brezplačen. Še enkrat pa lahko pogledamo telefonsko številko, če se želite na to predavanje tudi prijaviti. 051 258 085, vstop je torej prost in pa brezplačen. V Ljubljani, Mariboru, Celju in bojda da tudi na Primorskem. Se pravi, ljudje se pravzaprav naučijo, kako živeti oziroma kako upravljati in vzdrževati neko higieno tudi svojega energijskega telesa? Seveda. Na predavanje se ni treba prijaviti, kajti je dovolj prostora, ampak vsekakor se lahko pogovorimo, torej naj pokličejo vsi tisti, ki imajo kakva vprašanja še dodatna. A pravico do boljše energije imamo svi in tisti matrix v zemlji je neutralan, torej svako bitje in rastline ga crkajo čez korenine, in živali, in ljudje, in svako bitje ga presnovi za svoje lastne potrebe. Otroci, da bi lažje rasli, se učili, pozneje, da lažje izdržimo življenje, starejši, da so bolj funkcionalni. Torej, res so ljudi zelo presenečeni, ko na delavnicama se učijo vaje in čez par minuta je popolno drugačen občutek. Na predavanjima ja seveda govorim bolj praktično in tudi če sebe predvajam energijo, tako da tudi po predavanju marsikdo se zahvali, kar takoj je začutijo izboljšanje, spremembo, sproščenost, a na individualnim obravnavama oziroma skupinskih delavnicama se lahko učimo sami sebi pomagati. Torej, da nismo odvisni ne od energoterapeuta in čim manje od svih ostalih terapeuta na splošno, ki obstajajo. Se pravi, sami pridobimo znanje, ki ga potrebujemo? Ja. To je torej, kot ste že omenili, nama prirojeno. Vsi to imamo, samo moramo zaželeti priti in to aktivirati, obuditi. Veliko je stvari, ki nam v tem svetu jemlje energijo. Prej smo že omenili recimo čustvene vampirje in vse ostalo, verjetno tudi ta izjemno stresen, prehiter tempo 21. stoletja kot takega. In moralo bi nam biti dano pravzaprav ob rojstvu to znanje oziroma prebuditi to znanje, ki ga imamo, zato da ohranjamo, da imamo ves čas napolnjene baterije, bi lahko tako rekli? Ja, seveda, popolnoma ste v pravu in energetska medicina si prizadeva v to smer. Ivani v Ameriki že educiramo medicinsko osebje, tudi v nekaterim šolama se poučuje, na severu Evrope je že del zdravstvenog osiguranja. Torej, seveda je, ampak v družini otroci so odvisni od staršev in mi bi prvo čez starše rabili dobiti dovolj energije in kajti je danes življenje žal preintenzivno in prehitro, pravzaprav nikoli nemamo ta pravog počitka. Naši starejši so vsaj čez zimu počivali, kajti ni se imalo kaj početi v naravi, ki je tudi bila sva zmržnjena. Ampak danes nemamo ni dneva, ni noči, hitre globalne povezave in smo hitro sa svojim baterijama prazni in takrat se žal vklopi adrenalin, ki ga marsikdo zamenja za življenjsko energijo. Torej, ljudi so hiperaktivni, zdi se jim, da jim je dovolj manj spanca, da imajo energije, a pravzaprav živijo na adrenalinu, ki je notranja droga, doping
in žal čez čas nas tudi od znotraj izčrpava. Mogoče se zaradi tega zgodi, da recimo ljudje delajo, hitijo, se bom takrat, ko grem na dopust, in ko grejo na dopust, zbolijo. Tako, takrat se adrenalin preneha izlučevati in šele takrat telo pokaže, koliko je dotedanja zloraba bila. Tako da je zelo pomembno danes tisti sindromi pregorelosti, kronične utrujenosti, vse se to res lahko da umiliti, kajti čim pride matrix, se nadledvične žlezde izklopijo in se lahko vsav ta adrenalin izpere van. Kako na vas gledajo ostali zdravniki, ki mogoče še niso pripravljeni na ta naslednji korak oziroma niso pripravljeni na dejstvo, da obstaja nadaljevanje uradne medicine? Pa bolj ali manj so vedno pozitivne izkušnje, že na delavnicama do sedaj so bili in zdravniki različni, in psihiatri, in medicinsko osebje. Torej, to je bolj do samega posameznika odvisno, ampak čim kolega sliši, da sem tudi ja kolega, tisti študiji so res uradni, to je mednarodna licenca, to traja 4 leta, pa seveda še več. To ni kar tako in so res tudi zainteresirani, radovedni vsaj. Tako da je krasno in marsikdo od kolega mi tudi pošilja svoje pacijente, če ima občutek, da mu tabletke ne pomagajo kaj zadost, pa me pokliče, a lahko ti tistega pošljem. Ne vem, kaj bi sploh s njim več delo. Se pravi, govorimo že o praksi integrativnega pristopa, kjer so dejansko zajema tako uradno znanje kot pa energijske tehnike. Na UCLA-ju v Los Angelesu sem bila en čas, par let, del tima integralne medicine za obskrbo bolnica sa tumorom na prsima in res smo enkrat na teden se vsi sedli, od onkologa, nutricioniste, energoterapeuta, osebnog zdravnika in se pogovarjali, kako pa kaj bi svak lahko od sebe pridonesel. Se pravi, skupaj za zdravje ljudi nasploh, se mi zdi, da sej človek, njemu je, mislim, da vseeno, kakšna tehnika je, metoda, kakorkoli že, glavno, da mu pomaga. Seveda. To je svima na koncu, kakva je posledica. Če je res razlika, če res pomaga, pa še posebej, če si lahko sami pomagamo, to je res ljudima zelo navdušujoče. Potem je tudi to. Najlepša hvala za tale pogovor, predvsem pa za informacije, ki ste jih posredovali. In hvala, ker širite to zavedanje in besedo pravzaprav o tem, pa seveda tudi znanje, tudi drugim zdravnikom, da bodo začeli razmišljati drugače, da bomo na koncu vsi bolj zdrava družba, ker če takole pogledamo, nekaj zagotovo ni v redu s časom, v katerem smo trenutno, imamo najnovejšo medicinsko tehnologijo, vedno nove naprave, ogromno znanja, ki prej ni bilo na dosegu, govorimo o, ne vem, anatomiji, fizionomiji in vsem ostalim, a hkrati največ bolnih ljudi v zgodovini človeštva kot takega. Ja, seveda. In zato energetska medicina pomaga pravzaprav uradnoj, ki ima določene omejitve, in tudi so sami zdravniki in medicinsko osebje zelo izčrpani energetski, kajti sa bolnima jim gre puno energije, tako da res je veliki uspjeh. Je to uspeh, absolutno. Najlepša hvala še enkrat za pogovor. Takole različna predavanja se bodo zgodila po vsej Sloveniji, so brezplačna. Poglejmo torej v Ljubljani, v Mariboru in pa tudi v Celju, bojda pa da tudi na Primorskem. Torej v Celju 11. marca, v Mariboru 13. marca, potem pa 10. in 14. marca v Ljubljani. Ne potrebujete se predhodno prijaviti, samo pridete tja in doživite ter ugotovite, kako preprosto je živeti v obilju energije in vsega dobrega. Zdravja, sreče, zadovoljstva. Še kakšna informacija o tem in drugem, tudi na www.klepetobkavi.si, kjer imamo za vas pripravljene različne novice in vse minule posnetke. Torej www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svetlep, poskrbite zase.